V tem razmišljanju na glas pa o tem, kako prihraniti čas v spletnem podjetništvu, tako da ga najprej zapraviš. Hojla, Maruša tukaj iz edogodek.si, kjer svoj spletni izobraževalni dogodek lahko promoviraš tudi ti. Takole, za začetek tega razmišljanja na glas bi pa dan začela z eno zgodbico oziroma z eno anekdoto o eni moji bivši sodelavki, o prezaposleni sodelavki, ki si ne vzame časa, da bi naredila lahko delo hitreje. Zdaj, ta sodelavka bi bila je lahko pravzaprav kdorkoli, lahko je tvoja sodelavka, tvoja bivša sodelavka, lahko je to nek virtualni asistent, skratka zgodba je pravzaprav ni unikatna, ampak se pravzaprav dogaja vsak dan povsod. Gre pa takole nekako, ne. Tale sodelavka dobi eno nalogo, namreč njen oddelek postavlja nek katalog nekih izdelkov, pa dajmo reči, da ga postavljajo v PowerPointu, glede na to, da nam je izobraževalcem PowerPoint recimo, da kolikor toliko blizu. Pa seveda nekdo je pač bil plačan za to, da je ta katalogec postavil v tistem PowerPointu, zdaj pa potem predstavljaj si, veš, kako katalog izgleda, ne. Imaš stvari, ki so na levi strani, pa stvari, ki so na desni strani, ne. Po katalogu so ponavadi stvari nekako razporejene po nekih kategorijah in tako naprej. Skratka, ko dobiš nov izdelek, ne, ga umestiš v bistvu v neko kategorijo, ki je lahko recimo, da na strani 13 tega kataloga od recimo 50 strani, ne, in pač ta katalog se pač sčasoma še širi ali pa kakšen izdelek se ven vzame pa tako naprej, ne. No, in potem zgodba nekako gre takole, da v bistvu delaš katalog oziroma ta sodelavka dela katalog in dobi pač izdelano verzijo s fiksno postavljenimi stranmi in pa dobi tudi nalogo, da mora dodati neki izdelek, recimo, da na 13. stran od 50 strani, ne. S tem, da sodelavka ve, da bo ta katalog tudi naslednji mesec mogoče dodala neki izdelek nov, pa ve, da bo čez 2 meseca mogoče neki izdelek potrebno ven vzeti iz tega kataloga. Skratka, poanta je v tem, da ve, da se bo non-stop da bo katalog neka živa zadeva, ki se bo non-stop spreminjal. Zdaj pa, če si predstavljaš, ne, ko delaš nek tak katalog, je ponavadi, ko vstaviš, recimo, da sem specifično rekla na 13. stran, pomeni, da bo izdelek prišel na 13. stran, recimo na desno stran, oziroma pač lihe strani so na levi, recimo, in se bo vse od 13. oziroma v tem primeru naprej potem od 14. strani vse potrebno spremeniti. Zdaj to lahko narediš na dva načina, ne. Lahko si vzameš čas, pa najprej narediš matrico. Zato pravim PowerPoint, ne, namreč izobraževalci dobro poznate, PowerPoint ima odzadaj možnost, da narediš matrico in določiš, okej, leva stran izgleda tako, to se pravi, recimo leva stran pomeni, da je številka v nogi na levi strani, naslov je na primer levo zamaknjen, slikica bo recimo na desni, pa potem tekst na levi. Potem pa narediš še matrico za desno stran in rečeš, okej, desna stran bo pa izgledala tako, da je noga v številki na desni strani, tekst je poravnan oziroma je na desni strani in recimo fotografija na sredi. Tako da, če si predstavljaš, imaš potem, ko odpreš katalog, imaš na levi strani sliko, imaš tako na levi kot na desni strani recimo sliko nekje proti sredini, no. Skratka, pač gre za to, da pač pripraviš vnaprej to, bom rekla, predlogo, kako naj pač ta template izgleda, kako naj izgleda leva stran in kako naj izgleda desna stran. In potem seveda, ko rabiš urediti tekst oziroma ko rabiš urediti postavitev, ne rabiš narediti nič drugega, kot da preklikaš vsako stran, to se pravi od te 14. strani dalje, da jih samo spremeniš. Označiš 14. stran, pa rečeš, okej, ta zdaj ni več leva, ampak je desna. In naslednjo. Skratka, na ta način v bistvu narediš postavitev kataloga recimo od 14. do 50. strani, to se pravi, to jih je tam nekih 25 strani, če jaz prav, ne, malo več, 35, če prav računam. Narediš recimo v nekih, kaj pa jaz vem, za vsako stran porabiš pol minutke, narediš v nekih 20-30 minutah. Seveda, zadeva pa zahteva čas vnaprej, ne, zahteva razmislek, kako boš naredil ta katalog, to matrico, zato da potem vsak mesec, ko se neka postavitev spremeni, da samo preklikaš te zadeve, ne. Kar pomeni,
moraš si vzeti čas vnaprej, da pogruntaš, kako bo ta matrica izgledala, in pa seveda si vzameš čas, da to matrico narediš. Pa konec koncev, če mogoče sploh ne veš, kaj matrica je, pa kako se to dela, da si zaveda, da vzameš tudi čas, da naštudiraš tudi to. Skratka, recimo, da ta naša prezaposlena sodelavka potrebuje za to vzeti si recimo, ne vem, 8 do 15 ur časa, en ali pa 2 delovna dneva bi potrebovala samo za to, da naredi pač to matrico, potem pa seveda lahko uredi tiste strani zelo na hitro, ne. In seveda, če si ta naša sodelavka ne vzame tega časa, ker je recimo prvi mesec se tako zgodilo, da je v bistvu pravzaprav bilo treba samo spremeniti, ne vem, zadnje 2-3 strani, pa to ni še toliko, bom rekla, drastično, tista sprememba postavitve zadnjih parih strani vzame nekaj minut, rečeš, okej, rečeš v redu, ne bom tega delal, ker mi vzame samo par minut, imam pa, če bi pa hotel to matrico postaviti, rabim pa 2 dni. Ampak, ko se pa ta zadeva nadaljuje iz meseca v mesec, ko so te strani vse čedalje bolj na začetku kataloga in je treba čedalje več kataloga na roke razporediti levo in desno stran, pa hitro pride do prezaposlene sodelavke, ki v bistvu zapravi čas po nepotrebnem v roku parih mesecev za kar, recimo, eno lepo število delovnih dni. Ta sodelavka, če se seveda nahaja če je v bom rekla, nekem študentskem delu in je plačana na ure, seveda se ji to splača. Če je ta sodelavka dela v nekem podjetju, kjer pač mora malo delati zato, da zapravi te ure, da se štamplja na, ne vem, tistih registriranih urah, v redu, še nekako razumemo. Ko pa pride do te prezaposlene sodelavke v našem podjetniškem poslu, v Edu-podjetništvu, je pa vsaka taka ura, ki smo jo vložili v to, da smo urejali tale katalog, namesto da bi uredili matrico in potem katalog na hitro, posimplirano ponastavili, je pa vsaka ta ura izgubljena ura v našem Edu-biznisu. Kaj se torej od te naše prezaposlene sodelavke lahko naučimo? Bistveno je samo eno pravilo. Zapravi čas za Edu-biznis strategijo. Razmisli, kaj je tisto, kaj naj gre v prodajne programe, kaj točno prodajaš, kaj je tisto, kar podarjaš. Namreč veliko časa oziroma veliko energije vidim, da se zapravlja v tem, ko se samo spustimo v neko, bom rekla, inspirirano akcijo, dobimo navdih, zdaj moramo to narediti, gremo, naredimo in potem pravzaprav ugotovimo, koliko smo naredili stvari zanimive, koristne, ampak nimajo repa in glave. Rabijo popravke, potrebujejo se popravki, nisi razmislil o neki strategiji, kako se bo to povezovalo z vsem ostalim in tako naprej. Če gremo še bolj specifično, pri e-tečajih za prodajo, prva stvar, v katero moraš vložiti v energijo, je, da so res evergreen, da so zimzeleni, da razmisliš, da stvari, ki si jih pripravil, da so stvari, ki bojo sustainable, ki bojo trajnostne, ki bojo tudi čez pol leta, čez 1 leto ali pa čez 1 leto pa pol še vedno veljavne. In to lahko dosežeš samo tako, da si vzameš čas, da pregledaš vsebino, ali je res vse, kar si pripravil v vsebini, smiselno, ali je vse, bom rekla, pripravljeno na tak način, da ne govoriš o letnicah, recimo, ne. Tipičen primer, ki ga velikokrat v spletnem tečaju poudarjam, je, ne govori, da si to naredil v letu 2018, oziroma da si to naredil lansko leto ali pa letos. Omenjaj letnice, recimo, ne. In vse take zadeve zahtevajo čas, tudi v končni fazi za pisanje. Velikokrat, ko govorim z Edu-podjetniki, rečejo, ne bom tega pisal, vzame mi preveč časa, da vse to spišem. Ja, ampak če si spisal, imaš dober pregled nad tem, kaj boš povedal. V digitalnih produktih je to blazno pomembno, da zadeve stojijo, bom rekla, da so res evergreen. Tudi če to pomeni, da si vzameš, ne vem, 5 minut ali pa 10 minut ali pa pol ure več časa, da neke zadeve spišeš. Konec koncev lahko, če delaš za trg, kjer je potreben, recimo, kjer so potrebni podnapisi, je fino, če imaš spisano vnaprej, ker si potem imaš pripravljene podnapise. Če ne, seveda moraš potem podnapise še na roko dodatno delati ali pa seveda plačevati. Pri vizualni pripravi,
Smiselno si je vzeti čas, pa pripraviti, ne vem, neke prosojnice ali pa neke zadeve. Prosojnice so zmeraj zadeva, ki jo lahko reusaš, to se pravi ponovno uporabiš tudi v svojih mentorskih programih. Vsebine iz e-tečaja za prodajo lahko vzameš in daš v svoje individualna svetovanja. Če so seveda pripravljena tako, da nisi pač tam nagovarjal neke števke, metke, lojske in tako naprej, ne. Če pa si ti to snemal na tak način, da nisi pač pripravil strateško, potem seveda boš malo težko prevzel vsebino iz enega tečaja in ga dal v drugega. Pri digitalnih produktih, pri e-dogodkih za promocijo, ne glede na to, gre to za nek spletni, avtomatiziran spletni tečaj ali za nek, ne vem, izziv ali karkoli. Velikokrat vidim zadevo, da, kot sem rekla prej, greš v neko inspirirano akcijo, postaviš zadevo, potem pa ugotoviš, da je bila res dobra, ne? Da je bila res dobra, da je res super za uporabiti, da bi to lahko zavtomatiziral, da bi to lahko ponovno uporabil. Ampak spet, kot sem prej rekla, ne, zadevo si postavil v nekem liveu, Facebook liveu, zato ker je pač, ne vem, promocijsko gledano pač to največji doseg ali kakorkoli. Kaj se pa potem zgodi? Noter si pozdravljal, tako kot sem prej rekla, Špelco, Petro, Mojco, Majčko, ne vem koga vse še, in spet rabiš ali snemati ponovno ali pa najeti nekoga, da ti te zadeve zeditira in tako naprej. Skratka, ugotoviš, da nimaš procesa postavljenega, da ni sistema in tako naprej, no. Mogoče ena, bom rekla, rezerva, ki jo nekoliko več imaš, je pri vodenih online programih, ne. Tam si lahko majčkeno več, bom rekla, te svobode vzameš, če se odločiš, da so ti vodeni online programi narejeni na tak način, da jih, kot jaz recimo delam svojo e-šolo e-facilitiranja, snemam vsakič znova. Ker malo seveda pač gre za program, ki je res up to date oziroma ki je updatan z najnovejšimi spoznanji in tako naprej. Izvede se recimo vsake pol leta ali pa enkrat na leto, ne, in pač v takem programu potem seveda želiš dodajati vsebine, ki so najbolj aktualne, zato pač potem seveda zadevo posnameš, bom rekla, vsakič znova, pa daš mogoče noter samo neke določene elemente iz ostalih posnetih avtomatiziranih tečajev, ne. Tako da pri teh vodenih programih si seveda lahko vzameš malo rezerve v tem smislu, da lahko vsebine dejansko razvijaš šele sproti in tudi prilagajaš sproti. Je pa seveda vseeno tukaj potem pač, bom rekla, vsaj tisti promocijski del, pa fino, da razmisliš nekako strateško vnaprej, kaj pravzaprav lahko reusaš, recikliraš iz ostalih zadev, ne. Bistveno je to, da delaj na svojem edu-biznisu, ne pa samo v svojem edu-biznisu. To pomeni, da ne samo zaletavo delati stvari, da samo razvijaš stvari, ne da bi vnaprej razmislil, ne, da samo greš v neko akcijo in delaš, potem pa ugotoviš, da bi pravzaprav lahko stvari, ki si jih pravzaprav razvil za promocijske namene, lahko v resnici prodajal, ne. Dosti težje potem te sisteme spreminjati in postavljati na novo. Skratka, kar polagam na srce je, vzemi si vsak mesec vsaj nekaj ur in delaj na svojem biznisu. Razmisli, kaj je tisto, kar pravzaprav lahko avtomatiziraš, sistematiziraš, kje lahko, bom rekla, pooptimiziraš svoje procese in tako naprej. Zdaj, kako ti lahko konkretno pomagam? Konkretno imam na primer spletni tečaj, avtomatiziran spletni tečaj, ki ti drži fokus, da vsak mesec si vzameš čas. Spletni tečaj je zastavljen tako, da ima 10 korakov. Rečeš si v redu, 10 mesecev bom delal na svojem spletnem tečaju, recimo, karikiram, lahko so tudi samo 3 ali pa 4 meseci. In spletni tečaj res lahko drži fokus, da vsak mesec delaš par ur na svojem edu-biznisu in razvijaš ta e-tečaj. Res te drži na tem, da v bistvu te vsakič znova spodbudi, preden začneš delati, te spodbudi, na kaj moraš biti pozoren, kaj moraš razmisliti, preden greš pripravljati vsebino, zato da bo vsebina res zimzelena. Drugi pristop, e-šola e-facilitiranja. Gre za voden online program, ki ga delamo 3 mesece. 3 mesece delamo zelo praktične zadeve, kjer vsak teden, ne, če sem rekla, da si pri e-tečaju lahko privoščiš čas, da delaš, ne vem, nekaj ur na mesec, imamo tukaj vsak teden 3-4 ure, ti držim fokus na tem, da res delaš nekaj na svojem biznisu. Da vložiš energijo in čas vnaprej v neke določene zadeve.
mogoče prvič zastaviš neko svojo prodajno stran, drugič drug teden vzpostaviš email marketing sistem, v tretjem tednu delaš na prosojnicah, v četrtem tednu delaš na tem, da so programi res transformativni in tako naprej, no, skratka. V kratkem pa pripravljam tudi za tiste, ki pa želite res malo bolj intenzivno delati, pa pripravljam paket 1 na 1 v enem mesecu, vse v enem paketu, ko pa res v en mesec delamo 40 ur samo na, približno 40 ur, samo na tem, da vzpostavimo edu biznis. Skratka, res je veliko stvari, ki jih lahko outsourcaš, od tehnične postavitve e-akademije do tehničnega urejanja videov, recimo, da ti nekdo izreže neke določene dele ali pa da ti uredi pripise, podnapise, da ti vzpostavi email marketing sistem. Še vedno pa je glavnina tvojega biznisa na tebi. Noter moraš dati, kako ne rečem, sebe. Lahko ti postavi nekdo tehnično email marketing sistem, ampak še zmeraj si ti tisti, ki moraš spisati besedila. Še zmeraj nekdo ti lahko potem ta besedila uredi in ti jih postavi, da lepo zgleda v email marketing sistemu ali pa v akademiji, da zadeve zgledajo lepo. Ampak moraš si vzeti čas, da postaviš zadeve, da jih posnameš, ne. In tukaj največ časa pravzaprav lahko prihraniš tako na dolgi rok, da si ga vzameš na začetku, da pregledaš, če so stvari res, da imajo rep in glavo, da imajo smisel, da imajo da je neka sistematizacija vzadej in da v bistvu potem pravzaprav uživaš, bom rekla, na dolgi rok bom rekla, po parih mesecih, ko imaš zadeve postavljene. Ja, vzamejo ti res čas, ne vem, če delaš na svojem biznisu, ti vzame čas par mesecev, vsak mesec recimo en delovni teden namenjaš temu, ampak po 2-3 mesecih imaš zadeve postavljene in potem pravzaprav lahko, kako ne rečem, uživaš sadove svojega dela in se posvetiš res tistim zadevam, da so potem v bistvu samo te tvoje e-akademije, spletni tečaji in vse te zadeve, da so v bistvu neke vrste generatorji oziroma suporterji te tvoje, bom rekla, izvedbe in v bistvu, da se lahko potem dejansko posvetiš prodaji, prodajaš in v bistvu potem s pomočjo teh suportnih sistemov pravzaprav na en tak lahkoten način vse zadeve tudi izvedeš. Tako da bistvo je, ne pozabi delati na svojem biznisu, vloži, ne bo prezaposlena sodelavka, ki vloži mesece dela, vsak mesec pomalo v tisto, da dela, ne, kot, bom rekla, tudi kot hrček na tistem kolesu, ne, ampak si vzemi čas, razmisli, delaj na svojem biznisu, bo pa potem tudi v tem sodobnem edu podjetništvu sistemi lahko delali zate.